Ja. V imenu organizatorja Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije vas vse lepo pozdravljam, govorce in udeležence. Sem Nataša Jani in bom vodila današnjo novinarsko konferenco, ki jo je Društvo za srce pripravilo ob Mednarodnem dnevu redkih bolezni. Na začetku pa nekaj tehničnih navodil, in sicer dogodek snemamo, tako da bo na voljo tudi na naši spletni strani www.zasrce.si, tudi za tiste, ki danes ne poslušajo in bi to želeli. Prosim pa vse udeležene, da ugasnejo mikrofone. Vabljeni pa ste potem k sodelovanju na koncu v razpravi, ko jih ponovno prižgete, če boste imeli vprašanje za naše govorce. Sedaj pa kar prvemu govorcu, primarju Matiju Cevcu, predsedniku Društva za zdravje srca in ožilja, ki nam bo predstavil Mednarodni dan redkih bolezni in nekatere redke bolezni srca in ožilja. Izvolite. Najlepša hvala za povabilo in še pozdrav tudi v mojem imenu. Pravzaprav redke bolezni, o katerih bomo danes nekoliko govorili, sploh niso tako redke. Definirane so sicer tako, da je redka bolezen tista, ki jo ima ena oseba na 2000 ljudi, kar se zdi zelo redko, vendar pa je teh tako imenovanih redkih bolezni zelo veliko, okrog 7000 jih je. In pravzaprav, če to seštejete, vidite, da pravzaprav je približno 5% prebivalcev ima neko vrsto redkih bolezni. Težava redkih bolezni je pa kljub vsemu to, da posameznik, ki ima dotično bolezen, je relativno redek in na take bolezni mi tudi redko pomislimo in zaradi tega se jih tudi na žalost preredko odkriva. In tu je lahko seveda tudi velik problem, ker pozna diagnoza, pozno zdravljenje in iz tega izhajajo običajno tudi slabši rezultati, kar se tiče zdravljenja. Velik delež teh redkih bolezni pravzaprav genetsko pogenih in zaradi tega se večinoma pojavljajo že pri otrocih, o čemer bo verjetno kaj več povedal profesor Battelino. Ampak te redke bolezni imajo še to pravzaprav slabo lastnost. Ker so redke, je tudi malo tistih ljudi, ki potrebujejo zdravljenje za njih. Zaradi tega farmacevtska industrija niti ni zainteresirana zelo, da bi iskala zdravila za tiste redke bolezni, ki se odkrijejo in zaradi tega so ta zdravila običajno tudi zelo draga, kar pa seveda spet predstavlja poseben problem. Te redke bolezni seveda zajemajo praktično vse organe našega telesa, kar nekaj jih je tudi na področju bolezni srca in ožilja, ena takih, ki je pravzaprav že danes kar nekoliko poznana, pa še zmeraj velja za redko, je na primer Takotsubo ali broken heart syndrome ali počeno srce, ki to je težava, ki je zelo podobna, kot da bi nekdo doživel srčni infarkt, vendar to ni infarkt, ampak je čisto nekaj drugega, ker jo sproži običajno stresna situacija, nekoliko pogosteje še imajo to ženske. Druge, kar nekaj bolezni teh na področju srca in ožilja se nanaša na razne motnje srčnega ritma, kot je na primer Brugada sindrom, potem aritmogena kardiomiopatija, to so vse bolezni, ki so take, da lahko povzročijo nenadno smrt. Med redke bolezni, ki tudi lahko prizadenejo srce in ožilje, je pa tudi Dušenova mišična distrofija, ki skozi leta lahko pripelje tudi do tega, da se oslabi srčna mišica in vsem tistim, kar s temu zraven spada. V zadnjem obdobju je več govora tudi o transteratinski kardiomiopatiji, o čemer bo tudi danes nekoliko več govora. Morda bi samo še to omenil, zakaj je pravzaprav zadnji dan v mesecu februarju opredeljen kot dan redkih bolezni. Zaradi tega, ker vemo, da 29. februar nastopi samo vsake 4 leta. In tako so ob prestopnem letu 2008 prvič razglasili ta dan redkih bolezni in od takrat naprej pravzaprav ta dan obeležujemo, zato da se spomnimo, da obstaja teh 7000 bolezni, ki sicer
Vsaka posamezna prizadene relativno malo število, ampak če jih seštejemo, je takih oseb, pravzaprav, kot sem že prej omenil, skoraj 5% prebivalcev ali 1 na 17. Čeprav so redke, torej niso tako redke, kot se zdi na prvi pogled. Toliko za enkrat, kolikor bo pa še kakšno vprašanje, bom pa na koncu še kaj povedal. Hvala za te zelo zanimive podatke. Gotovo bo o tem še kakšno vprašanje v razpravi. Sedaj pa vabim k besedi docenta doktorja Gregorja Zemljiča, specialista kardiologije in vaskularne ter interne medicine iz UKC Ljubljana. Ja, lepo pozdravljeni, hvala lepa za besedo in predstavitev. Dejansko prihajam iz oddelka za napredovalo srčno opuščanje in transplantacije srca v Kliničnem centru Ljubljana in sem vodja ambulante za infiltrativne bolezni in amiloidozo srca. Naprošen sem bil, da nekoliko več povem o tako imenovani transtiratinski amiloidozi. To je bolezen, ki je posledica nepravilnega zvijanja oziroma razpadanja transtiratina. Transtiratin je normalno prisotna beljakovina v naših telesih, je transportna beljakovina zaščitnični hormon in vitamin A in je v svoji normalni zgradbi v tetramerni obliki. Zaradi različnih vzrokov, kakor bomo kasneje videli, ta tetramerna oblika razpada in te monomeri se nepravilno zvijajo in odlagajo v obliki amiloida, to je nekvalitetna beljakovina. To je prvi Virchow opisal pred 150 leti, takrat je mislil, da to pomeni škrob, da pod mikroskopom vidi škrob, no zdaj vemo, da je to v bistvu beljakovina in ta beljakovina se odlaga v različnih tkivih in organih v telesu in ukvarja njihovo funkcijo. Zelo redka varianta te bolezni je dedna oblika bolezni, kjer poznamo več kot 120 različnih mutacij, ki pripeljejo do nestabilnosti tetramerne oblike transtiratina. In večina teh mutacij povzroča predvsem nevrološko simptomatiko. Se pravi, v prvi vrsti se transtiratin v obliki amiloida odlaga v živčevju. In to se zgodi nekje med 30 in 40 letom starosti, predvsem tam, kjer je ta bolezen endemska, se pravi na Portugalskem, Španiji in na Japonskem in na Švedskem, tam je te bolezni v bistvu več, tam so cele družine, ki so v bistvu prizadete. To bolezen so v bistvu prvič tudi tam opisali in največ znanja izvira od tam. Medtem ko pa se pa na neendemskih področjih, kot je recimo tudi Slovenija, pa lahko bolezen kaže tudi kasneje v poteku življenja. Vsekakor pa običajno pri večini mutacij, kot rečeno, je najprej prizadeto živčevje, kasneje v poteku življenja, se pravi nekje po 50 letu starosti, pa pride tudi lahko do prizadetosti srca. Poznamo pa tudi mutacije in eno tako družino tudi vodimo v Sloveniji za zelo redko mutacijo, do zdaj opisana samo še pri 2 drugih družinah na svetu, ki pa ima prizadeto samo srce. In taka gospa, ki smo jo pač prepoznali, je v bistvu bila prepoznana v relativno pozni fazi bolezni, tako da je bila potrebna transplantacija. Vodimo pa tudi njenega sina, eden od sinov je pozitiven na mutacijo, eden od sinov pa ne in v bistvu se redno spremlja družina v naši ambulanti. Skupno zdravimo trenutno 4 bolnike za to nevrološko simptomatiko, se pravi za dedno obliko bolezni. Na drugi strani imamo pa nekoliko bolj pogosto varianto, to je pa varianta transtiratinske amiloidoze, kjer pa ne gre za dedno, kjer ni vzrok mutacije, se pravi ne gre za dedno bolezen iz ne povsem jasnih razlogov, pri nekaterih, kljub temu, da ni mutacije, ta transtiratin kot molekula nekoliko hitreje razpada, kot pa pri večini populacije. Vzrok, kot rečeno, ni povsem jasen in ta bolezen je pa nekoliko bolj z starostjo povezana. Se pravi, večina bolnikov zboli nekje po 70 letu starosti. Imamo tudi sicer mlajše bolnike za to boleznijo. Pri tej bolezni, se pravi, kjer ne gre za mutacijo kot vzrok za nestabilnost transtiratina, pa se
transferetin v obliki amiloida značilno odlaga predvsem v srčni mišici in manj v drugih organih oziroma v drugih organih počasneje, in to, kot rečeno, po nekje 70-letni starosti pripelje do srčnega opuščanja. Ker kaj se zgodi? Ta transferetin, ki se nalaga v srčni mišici, poveča togost prekata, se pravi prekat, če si tako enostavno predstavljamo, je nekoliko bolj otrdel, težje sprejme dovolj krvi, in to vodi v bistvu podobno kot pri srčnem opuščanju z znižanim iztisnim deležem, v tem primeru pa govorimo za srčno opuščanje z ohranjenim iztisnim deležem. Rezultat je pa isti, srce iztisne premalo krvi, ta kri zastaja za srcem, v pljučih, v podkožju, pride do težke sape, pride do otekanja. Na kakšen način v bistvu postavimo diagnozo? Diagnozo postavimo potem, ko bolnika zdravnik pregleda, ugotovi, postavi sum na srčno opuščanje in seveda preiskava izbora je ultrazvočna preiskava. In na ultrazvočni preiskavi značilno vidimo zadebeljene stene levega prekata in to omenjeno togost oziroma tako imenovano, strokovno rečeno, diastolno disfunkcijo. Se pravi, sistolična funkcija je običajno ohranjena, prizadeta pa je diastolična funkcija, se pravi, kolikšno količino krvi lahko srce vase sprejme in jo nato tudi iztisne naprej. Za dokončno postavitev diagnoze in zakaj se v bistvu ta bolezen zadnje čase tudi več odkriva, namreč, kot bom pojasnil kasneje, od lanskega leta na voljo specifično zdravljenje, ki ga prej ni bilo, in te bolniki so bili dolgo časa v bistvu neprepoznani oziroma so bili vodeni pod napačnimi diagnozami, kot je recimo hipertrofična kardiomiopatija ali hipertenzivna srčna bolezen. Se je pokazalo v bistvu bolj kot ne naključno, da se radiofarmak, ki ga uporabljajo pri scintigrafiji skeleta, ki se sicer uporablja za iskanje zasevkov drugih tumorjev, predvsem tumorja prostate, pri moških značilno kopiči v srcu, vkolikor je v tem srcu nakopičen amiloid, ki je posledica transferetina. In s to preiskavo lahko z veliko gotovostjo ugotovimo, vkolikor je pozitivna, da gre pri bolniku za transferetinsko amiloidozo srca. Vedno, to pa moram poudariti, je potrebno izključiti v druge amiloidoze. Namreč transferetinska amiloidoza na srečo po svoje je počasi potekajoča bolezen, 5-letno preživetje je bistveno više kot 50%, medtem ko pa imamo amiloidoze, kot je recimo A-amiloidoza, ki je posledica lahko plazmocitoma, kjer se pa amiloid nalaga iz drugega razloga. Te bolezni so pa rakave bolezni in potekajo bistveno hitreje. Tam je pa enoletno preživetje manj kot 50% in vedno moramo najprej izključiti A-amiloidozo, preden lahko potem na podlagi omenjenih preiskav, kot je scintigrafija skeleta, postavimo dokončno diagnozo transferetinske amiloidoze srca. Še ena posebnost je namreč ta transferetin pri tej nededni obliki bolezni, starostni obliki bolezni, se značilno odlaga tudi v karpalni vezi. Se pravi, tudi do 10 let pred nastopom težav v smislu srčnega popuščanja imajo bolniki zožitev karpalnega kanala in potrebujejo operacijo. Običajno je to obojestranska operacija in če pride bolnik z simptomi srčnega popuščanja in ima v anamnezi obojestransko operacijo karpalnega kanala in je nekoliko starejši, lahko že na podlagi tega postavimo visok sum na transferetinsko amiloidozo. Kot rečeno, pa imamo v zadnjem letu tudi v Sloveniji, v bistvu praktično vzporedno z vsemi državami, mislim, da smo v Sloveniji glede tega zelo napredni in sledimo zahodni medicini. Naša zavarovalnica omogoča v bistvu uvedbo praktično vse terapije, ki je na voljo, no in tudi od lani, od aprila je v Sloveniji na voljo zdravilo tafamidis, ki je stabilizator te tetramerne oblike transferetina, kar pomeni, da transferetin počasneje razpada in se tudi počasneje odlaga v teh tarčnih organih. Na ta način lahko zdravimo bolnike z srčnim popuščanjem. Že predtem je bila indikacija za polinevropatijo pri bolnikih z dedno obliko bolezni. Moramo se zavedati, da je to zdravljenje prineslo velik napredek, namreč do
do tega zdravila je bilo edini možen način zdravljenja transplantacija jeter, namreč transteratin se v 95% sintetizira v jetrih in v bistvu edini način, da se je izločilo ta bolni transteratin je bil ta, da se je transplantiralo jetra, ki so ustvarjala potem zdrav transteratin in se je preprečilo napredovanje bolezni. Tako da smo v bistvu s tem zdravilom dobili pomemben korak k bistveno enostavnejšemu zdravljenju, kot pa je transplantacija jeter, ki ima pač številne zaplete. Nataša? A se slišimo? Ja, zdaj pa ja. Aha. Je kaj narobe bilo vmes? Pa nisem vas slišala. Aha, je doktor Zemljič, zdaj ste gotovi že? Aha, ja, pardon, jaz sem načeloma zaključil svojim uvodom. Meni nekaj zablokiralo, se opravičujem, očitno. Ja, hvala. Zdaj, če imam tu kakšno vprašanje že med samim govorom govorcev, lahko kar v chat v klepetalnici zapiše vprašanje, pa bomo potem odgovorili nanj. No, sedaj pa vabim k besedi še profesorja dr. Tadeja Battelina iz pediatrične klinike. Izvolite. Najlepša hvala, lep pozdrav še z moje strani. Jaz bi se želel osredotočiti pravzaprav na kratko na dve stvari danes. Ena je bila dvakrat že omenjena, in sicer, da je smiselno redke bolezni, ki jih znamo zdraviti, odkrivati v predsimptomatski fazi, to se pravi v obdobju, ko klinični znaki še niso vidni, škoda pa zaradi teh poti, ki so bile vpisane bodisi v presnovi beljakovin, bodisi v presnovi ali pa nastajanju drugih snovi ali pa njihovem izločanju, že nastaja. To se pravi, odkriti tako zgodaj, da zdravljenje začnemo takrat, ko še ni znakov te bolezni, in s tem seveda tudi preprečimo razvoj znakov teh bolezni. Temu se reče presejanje. Kot veste, v Sloveniji tukaj pravzaprav smo na dobrem, lahko rečemo, trenutno v obdobju novorojenčka presejamo 18 rojenih oziroma 19 rojenih bolezni presnove, najmanj toliko. Zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravje je že odobril širitev tega programa, ki bo vključeval skoraj 50 bolezni. Seveda bo vključeval tudi te nove bolezni, ki jih znamo zdraviti, predvsem spinalno mišično atrofijo in seveda cistično fibrozo in celo vrsto prirojenih imunskih pomanjkljivosti, pa tudi kongenitalno adrenalno hiperplazijo, torej celo vrsto redkih, vendar ozdravljivih bolezni, če jih pravočasno odkrijemo. Poleg tega imamo pri 5 letih starosti skupaj z sistematskim pregledom tudi presejanje za zelo pomembno bolezen za srčno-žilni sistem, to je družinsko hiperholesterolemijo. V trenutnem času pa, kot vidite, pravzaprav vsak mesec pride do odkritja bodisi genskega zdravljenja, bodisi s tem povezanega zdravljenja za neko redko bolezen. Tako da je sedaj, se pravi, razširjen strokovni kolegij za pediatrijo in jaz verjamem, da bomo prosili tudi kolege interniste za podobno mnenje, da bi skupaj zdravstvenemu svetu vsako leto predlagali smiselno širitev presejalnega testiranja ljudi. Ker s tem, ko seveda presejalno testiramo in najdemo v še nesimptomatskem obdobju neko bolezen, ki jo znamo zdraviti oziroma celo preprečiti, a ne z zdravljenjem pravočasnim, ne samo, da naredimo ogromno dobrega za ljudi, ampak seveda kljub temu, da so posamezna zdravljenja draga, na dolgi rok tudi ogromno denarja družbi prihranimo, da ne govorimo o zdravstvu in ostalim, ki sodelujejo pri sicer obravnavi težko kronično bolnih ljudi. Seveda pa je tukaj najbolj pomembno zaupanje ljudi. Jaz mislim, da je to ena izmed zelo pomembnih stvari v naši državi, veliko zaupanje v presejalno testiranje in seveda tudi v omogočanje tega zdravljenja, tako kot sta že kolega internista povedala, Slovenija, moram reči, Zavod za zdravstveno zavarovanje res nekako sledi, kljub temu, da gre za izredno hiter trend, sledi
in omogoča dostopnost teh zdravljenj, tako da je seveda na nas, da to odkrivamo. Zato jaz upam, da bo Ministrstvo za zdravje še v tem mandatu omogočilo financiranje tega razširjenega presejalnega testiranja s tem, da ga bo uvrstilo v splošni dogovor za leto 2022. No in seveda, da mogoče poudarimo še en ključen faktor pri kvalitetni obravnavi ljudi z redkimi boleznimi, to pa je enoten elektronski karton na primarnem nivoju. Poglejte, primarni nivo je tisti, ki koordinira zdravljenje osebe z redko boleznijo in skoraj vedno gre tukaj s časoma predvsem za neko kompleksen zbir različnih bolezni, tako da je enoten elektronski karton povsem neobhoden za kvalitetno obravnavo teh ljudi. Poleg tega se iz takega kartona avtomatično potem napaja tudi register redkih bolezni, ki je ne samo zahteva Evropske skupnosti in vsake normalno organizirane države, ampak seveda tudi neposredna korist za ljudi z redkimi boleznimi, bistveno olajša in izboljša kvaliteto dela. To se pravi, enoten elektronski zdravstveni karton na primarnem nivoju je tisti pogoj, ki je pravzaprav neobhoden, da bomo v Sloveniji lahko začeli govoriti o nekem resnem, koordiniranem obravnavanju ljudi z redkimi boleznimi. Predvsem še posebej zdaj, ko je seveda resnično praktično vsak mesec na voljo novo zdravljenje. Predstavljajte si samo, kako mi, starejša generacija zdravnikov, s kakšnim veseljem gledamo, da kar naenkrat toliko bolezni, pri katerih smo znali v resnici samo to lažeti do nedavnega, z znanostjo, z zelo zagrizenim raziskovanjem, z kliničnimi raziskavami, pri katerih večinoma sodelujemo, postaja dejansko ozdravljivih. Tako da je sedaj smiselno veliko energije in sredstev vložiti v to, da jih bomo odkrivali, ko jih še ni, če hočete, da jih bomo lahko preprečili, in seveda, da jih bomo za neko elektronsko podporo, za podporo elektronskih kartonov lahko longitudinalno vodili na nekem, dajmo reči, kulturnem, normalnem nivoju, kot je to v razvitih družbah. Hvala lepa. Ja, hvala tudi vam. Sedaj pa vabim udeležence, novinarje, da postavijo vprašanja, tudi v chatu jih lahko zapišejo. Imamo že 2 vprašanji v klepetalnici. Eno je, ali lahko šolski zdravnik preventivno napoti otroka na genetsko testiranje za Brugada sindrom in Torsade de Pointes, ki jih je omenil primarij Cevc, če je eden od staršev nenadoma umrl zaradi srčnega zastoja. Ne vem, če vemo mi odgovor na tole. Ja. Zdaj, ne vem, če mogoče profesor Batalina ve, glede na gre za pediatrijo. Bom verjetno mogel jaz odgovoriti, ker čim so sindromi z imeni, je to bolj na pediatrijo diši. Torej, zanimivo vprašanje, da je ravno Brugada, torej 2 nevrološki bolezni izpostavljeni. Jaz mislim, da je zelo pomembno opozoriti na etični vidik testiranja. Torej, testiranje, presejanje je po vseh normalnih državah seveda omejeno samo z eno stvarjo, in to je z etičnim vidikom. Presejanje je smiselno samo za bolezni, prvič, ki se ne vidijo na oko klinično, dokler ni prepozno ali pa dokler ni škoda nepopravljiva. Drugič, ki imamo metodo, da jih odkrijemo, seveda. In tretjič, ki so ozdravljive oziroma znamo pomagati. To so te 3 osnovni etični vidiki za to, da se lahko neka bolezen uvrsti na skriniranje. Zdaj, to, kar je, kot jaz razumem to vprašanje, pa je zelo verjetno, da nekdo v družini ima recimo dokazan sindrom Brugada oziroma Torsade de Pointes, to pa ni več obče presejanje, ampak gre za ugotavljanje nosilstva v družini in tako naprej. To pa seveda možno in je po presoji lečečega specialista v tem obeh primerih, nevrologa,
ki se bo odločil, ali je to smiselno za posameznega otroka. Če je nekdo nenadoma umrl zaradi srčnega zastoja, verjetno VF, ventrikularna fibrilacija, pomeni, kar v Sloveniji delamo, je dolgi QT. Imamo zelo obsežen genetski panel, ki ga uporabljamo tako pediatri kot kolegi internisti, predvsem z oddelka za kardiologijo, mogoče bo docent Žemlič kaj o tem povedal. Dela se tudi v našem laboratoriju in je seveda na voljo, tako da absolutno, če je en od staršev umrl zaradi nenadne motnje ritma, je smiselno, da se pošlje k kardiologu, pediatru tega otroka in seveda bo presodil. Naredil bo še druge preiskave, ne samo genetsko, ampak bo presodil, če je potrebna tudi genetska analiza, ki je mogoča in ki se bo seveda izpeljala. Ja, hvala za odgovor. Imamo pa še eno vprašanje v klepetalnici, in sicer glede odkrivanja srčnih napak ob rojstvu otroka. Pobuda je, da bi se uvedel ultrazvok za vse novorojenčke v porodnišnici, in ker je veliko neodkritih napak na srcu, ki se izkažejo kasneje v življenju, poleg tega pa se spregleda tudi hude kritične napake pri novorojenčkih, kjer je pregled v porodnišnici premalo poudarjen. A bi tudi na to mogoče vi odgovorili, profesor Battelino? Ja, tle moram reči, da to majčkeno presega moje znanje. Ne vem, od kod ta podatek, da se spregleda veliko hudih kritičnih napak. Jaz prvič za to slišim, lahko se pozanimam, ampak da bi hude kritične napake masovno spregledovali, ne verjamem. Nikdar nisem za to slišal. Če bi se to zgodilo, bi imeli MNM konference, pri katerih sodelujem, in bi za to vedel, tako da bojim se, da ta podatek ni točen. Seveda razlika med masovnim presajanjem, ki ga delamo z napravami, kjer z ene kaplje krvi lahko za eno napravo 20-30 bolezni naenkrat odkriješ, je zelo različno, kot če mora neka oseba vsakemu novorojenčku oziroma celo noseči materi intrauterino narediti ultrazvok, ki nekaj časa traja, tako da to je zelo težko primerjati, in tudi težko zagotoviti tako dostopnost. Jaz verjamem, da je pravzaprav kar nekaj truda v to vloženega in verjamem, da ga je mogoče vedno lahko vložiš tudi več, ampak da bi bilo pa to kakršenkoli kritičen problem v slovenskih porodnišnicah, pa prvič slišim in osebno ne verjamem. Jaz tudi mislim, da vse nosečice so spremljene pri ginekologih in oni pogosto delajo ultrazvoke in take velike napake odkrijejo. Kakšne manjše pa verjetno res v sklopu tega ne, ampak kot je ravnokar profesor povedal, tukaj enostavno ni možnosti, niti kadrovske, niti časovne, niti drugih, da bi vse novorojenčke, to je 17,000 otrok letno, vsem ultrazvok srca naredili. Bojim se, da to tudi nikjer v svetu ni možno narediti. Ampak se pa že s testiranjem v okviru porodništva in tam pa najdejo tiste, ki potrebujejo potem malo bolj poglobljen ultrazvok, to se pa dela po kresti. A veste pa še nekaj v Sloveniji problem. V Sloveniji boste vedno najdel žal nekoga, ki zna nekaj še boljše kot sosed, tako da je tako vprašanje lahko seveda tudi posledica tega, da nekdo misli, da zna še bolje kot do drug. Tega sicer ni nikjer objavil, ampak se veste, najlažje je imeti zelo dobro mnenje o samo sebi, tako da nisem čisto prepričan, da to vprašanje razumem. Glede odkrivanja srčnih napak pri športnikih, to lahko rečemo, da mi imamo pri nas športno kardiologijo, ki se prav s temi stvarmi ukvarja. Seveda, vi veste, da vsak športnik preden dobi licenco za šport, mora iti skozi določene preglede in v okviru tega se seveda odkrivajo tudi potencialne ogrožajoče zadeve. Verjetno tole vprašanje izhaja iz teh sporadičnih podatkov o nenadnih smrtih raznih nogometašev, ampak saj za Slovenijo vem, da za dva taka primera, ko so bili športniki oziroma njihovi starši opozorjeni, da se ne smejo več športno udejstvovati, pa so kljub temu nadaljevali.
na kar se je pa potem tragična stvar končala in temu so seveda potem pa sledile obtožbe, da so zdravniki krivi za to. Pričemer pa takrat, vsaj za 2 primera jaz vem, ko starši niso poslušali nasveta. Če lahko jaz sam dodam, no, jaz pa mislim, da na področju športa otrok in mladostnikov pa na tem primeru pa jaz vidim precej prostora za izboljšanje. Jaz mislim, da bi vsi klubi, ki včasih zelo intenzivno trenirajo otroke in mlade ljudi, morali zagotoviti pregled pri ustrezno usposobljenem kardiologu, kadarkoli se tazga otroka recimo več kot 3-krat na teden po 1 uro obremeni. Tako da jaz mislim, da pa to je dobrodošlo vprašanje in po mojem mnenju pa tukaj bi lahko v naši državi pa bistveno popravili trenutno stanje na področju relativno aktivnega športa, otrok in mladih ljudi. Jaz sem, kot veste, velik zagovornik športa, vendar pa zagotovo varnega. Tako tukaj bi mogli ti klubi zagotoviti ustrezne preglede otrokom, preden jih tako izrazito obremenijo. Ja, res je. Hvala za odgovore. Zdaj ni nobenega vprašanja več v čatu. Če bi kdo še želel kaj vprašati, naj kar spregovori. Mene zanima, kako pa je kaj z deležem amiloidoze srca po svetu, ali so večji deleži te bolezni, ali pri nas odkrijemo, kako bi rekla, domnevamo lahko, da je še več takšnih bolnikov, pa še nismo odkrili, da so. Ja, hvala lepa za vprašanje. Mi smo začeli v bistvu o tej bolezni se v Sloveniji malo več pogovarjati zadnje recimo 3-4 leta, ko je bila najprej registrirano zdravilo za, se pravi, polinevropatijo. In takrat smo že v bistvu vedeli, da zelo verjetno, če pomaga pri bolnikih za polinevropatijo, bo zdravilo pomagalo tudi pri bolnikih z srčnim popuščanjem. Ta se je kasneje tudi izkazalo, zato smo začeli v bistvu te bolnike dejansko aktivno iskati. Iskati smo jih pa začeli na ta način, da smo začeli javnost, predvsem pa zdravnike, v bistvu izobraževati o tem, kako ta bolezen izgleda in kako se jo odkrije in kaj pač za bolnika v bistvu pomeni, da se odkrije čim prej in da se ga tudi začne čim prej zdraviti. Moram reči, da smo v bistvu iz tega, da nismo imeli nobenega bolnika, se pravi recimo 4-5 let nazaj, zdaj prišli do tega, da imamo v ambulanti približno 60 bolnikov in moram reči, da od tega je 30 že na zdravljenju, se pravi samo ta starostna oblika bolezni z srčnim popuščanjem. Medtem pa po ocenah in primerjavah iz tujine pa naj bi bilo takih bolnikov v Sloveniji nekje med 200 do 300, se pravi, in da naj bi jih nekje zdravili nekje okrog 80, če se recimo primerjamo z Avstrijo, ki je v bistvu v zadnjem času naredila največji napredek, tako če pogledamo ostale zahodnoevropske države in v bistvu najdla največ teh bolnikov in jih tudi največ zdravi glede na število prebivalcev v posamezni državi. Tako da imamo še kar precej dela za narediti, še precej bolnikov moramo najti, se trudimo in mislim, da v tem letu bomo lahko naredili še en velik korak naprej. Ja, hvala. Je še kakšno vprašanje strani poslušalcev? Zdaj, v primeru, da ni, bi še jaz povabila vas na koncu v posvetovalnico za srce na Dalmatinovi ulici 10 v Ljubljani, kjer imamo ob dnevu redkih bolezni še do 7. marca brezplačne meritve srčnega utripa, krvnega tlaka, saturacije, snemanje EKG, posvet o amiloidozi srca, pa tudi gradiva, knjižica o tej bolezni, amiloidozi lahko prejmete. Obenem pa vas še obveščam, da je na spletni strani društva www.zasrce.si na YouTube kanalu objavljeno še zanimivo predavanje, ki ga je imela dr. Sabina Tvrdjak o tej temi, se pravi amiloidozi srca, tako da če koga zanima, bomo tudi to
dodali v sporočilo za javnost, da si čim več ljudi lahko prebere oziroma posluša še kaj več o tem. Še eno vprašanje je, kdaj lahko pričakujemo enoten elektronski karton? To je pa vprašanje za koga? Za profesorja Bartolina? Jasno, za profesorja. To je v resnici vprašanje za ministra za zdravje. Če bi jaz lahko, veste, na to odgovoril, bi rekel včeraj, resnično. Jaz mislim, da je to neskončna prioriteta. Žal nimam nobene moči in vpliva na to. Mogoče imate vi, novinarke in novinarji, veliko več moči kot jaz. Torej, jaz mislim, da je to naša, bi rekel, goreča zdravstvena prioriteta, ker pogojuje celo vrsto izboljšav, ki temu sledijo. Tako da, če lahko pomagate pri tem, da bi se to zgodilo včeraj, vas lepo prosim za pomoč. Jaz sem samo to dodal, da to pobudo je v sodelovanju s profesorom Bartolinom smo že v novembru mi naslovili na ustrezne tako imenovane forume, ker pravzaprav enoten elektronski karton je pravzaprav temelj za individualizirano zdravljenje. Ravno ko boš imel, ko ima posamezni zdravnik različnih profilov, pred seboj kompletno sliko posameznega bolnika, ker omogoča edino tak karton, takrat se lahko res individualno odločiti, katero je tisto optimalno zdravljenje. In sočasno s tem, tisto, kar je že profesor omenil, register omogoča stalno preverjanje kvalitete zdravljenja. Ko imaš ti določeno skupino bolnikov z enako boleznijo in vidiš, kakšni so rezultati, lahko preko načina zdravljenja najdeš izboljšave. To je ključ vseh in pravzaprav temeljni smisel vseh registrov, da najdeš nek skupni imenovalec za izboljšano zdravljenje. Nujno rabimo res ta karton in potem seveda ustrezne registre. Ja, hvala. Tako da s to prošnjo bi se res potem obračamo tudi na novinarja, da v svojih prispevkih v medijih poudarjeno tudi o tem poročate in pripomorete k izboljšanju stanja, se pravi, da bo ta elektronski karton morda pa le prej prišel do izvedbe. Zdaj, če je še kakšno vprašanje, če ni pa, sedaj zaključujemo novinarsko konferenco. Vabimo vas spet na naslednjo, ko bo kar kmalu že v marcu. In se vsem zahvaljujem za udeležbo, tudi govorcem za lepe predstavitve in koristne predstavitve. In zaključujem tudi snemanje. Dio, hvala. Hvala lepa. Thank you.